Lepo pozdravljeni. Spet je čas za našo osrednjo informativno oddajo VTV Magazin. Naša ekipa je za vas tokrat pripravila naslednje prispevke. Minulo sredo je v Podčetrtku na 23. redni seji zasedal občinski svet občine Podčetrtek. Svetniki so med drugim potrdili drugi rebalans letošnjega proračuna in opravili prvo obravnavo predloga proračuna občine za leto 2027. Kljub še dopustniškemu avgustu je župan Peter Misja sklical redno sejo občinskega sveta in z udeležbo ni bilo nobenih težav. Po potrditvi dnevnega reda so svetniki soglasno sprejeli drugi rebalans letošnjega proračuna, pri čemer med novim in prej veljavnim proračunom ni večjih razlik v prihodkih in odhodkih. Ne gre za velike razlike, gre pa za to, da smo nekatere stvari lahko uravnotežili. Dodali smo tudi nekaj postavk, točno definirali, naprimer cesto Verače, ki je nujno potrebna, en del kanalizacije tudi tukaj v Podčetrtku. Seveda pa so tudi projekti, ki se skozi leto spreminjajo, tako je tudi Sveta Ema oziroma Vonarje, ki pač prihajajo sredstva različno, zato smo tudi z rebalansom to uredili. Župan je omenil, da odobrena finančna sredstva z države nekoliko zamujajo. Ja, seveda, mi imamo pogodb kar nekaj in bi morali že ta tekoča sredstva dobiti, potem pa seveda še tudi kakšne anekse, pa niso podpisani, pa zdaj je prehod ene oblasti v drugo oblast in seveda čaka se verjetno tudi rebalans državnega proračuna, ampak mi imamo to pogodbo, tako da to ne smatram, da bo vse uredilo. Svetniki so na avgustovski seji opravili tudi prvo obravnavo predloga proračuna občine za leto 2027 in ga poslali v javno razpravo do 16. septembra. Predlog predvideva nekaj več kot 8,7 milijona evrov prihodkov in dobrih 9,6 milijona evrov odhodkov, pa tudi dolgoročno zadolževanje v višini 900 tisoč evrov, če bi bilo potrebno, saj mora občina zalagati tudi odobrena evropska in državna sredstva za projekte ter zagotavljati precej lastnih sredstev. In zakaj priprava proračuna pred lokalnimi volitvami? Glede na to, da imamo močna investicijska leta vsa, tudi letošnjo in tako tudi drugo, in prehod v drugo leto pomeni dva projekta Sveta Ema in pa Vonarje, ki sta skupaj vredna 9 milijonov evrov in ta prehod je zelo težko vzdrževati z zajamčenim financiranjem. Ne glede na to, kdo bo pa župan oziroma kak bo občinski svet, ima zmeraj možnost z rebalansom to spremeniti. Župan je svetnike tudi seznanil z realizacijo proračuna v prvi polovici letošnjega leta, nato pa so sklepom v javno infrastrukturo na področju kulture vključili tudi parcelo z grajskim vrtom, kar jim bo omogočilo ureditev celotnega kompleksa grad Podčetrtek ter prijavo na razpise. Pred novembrskimi lokalnimi volitvami bodo imeli v Podčetrtku še eno redno sejo občinskega sveta in sicer 30. septembra, slavnostna seja pa bo 4. septembra. Zato so na avgustovski seji potrdili tudi letošnje prejemnike občinskih priznanj. Pri glasovanju o priznanju častni občan se je izločil svetnik Vojko Lončarič, ki je nato prejel soglasno podporo ostalih svetnikov za prejem naziva častni občan. Plaketo bo prejela Renata Kladnik oziroma pralnica Hajdi za 30-letno delo, priznanje za delo v gasilstvu Darko Guzej in denarno nagrado Športno društvo Rudniški risi. Podeljena bodo tudi županova priznanja. Praznične prireditve so se v občini Podčetrtek sicer pričele že z Lovrenškim sejmom. Mi bomo pa praznovali na gradu Podčetrtek v Atriju, kjer bo posredna prireditev slavnostna seja, po nadaljevanju pa druženje z vsemi občankami in občani, kjer Terme Olimia prispevajo vola, mi prispevamo županovo vino in pa seveda glasba različna in zabava v pozno v noč. No, že drugi dan imamo tukaj tek Svinjski 7, zelo, lahko rečem, se je razširil ta tek, potem v nedeljo 6. srečanja na Mostu. Planiramo pa nekako 25. septembra tudi otvoritev gradu Podčetrtka z mjuziklom, prvim v novem amfiteatru, ki bo nastal ob vhodu v grad.
V začetku oktobra pa pripravljajo tudi uradno odprtje novega prizidka osnovne šole Podčetrtek, ki bo sicer 1. septembra že sprejel učence. Občina Ravne na Koroškem je v soboto v Grajskem parku pripravila tradicionalni sprejem za najmlajše občanke in občane. Župan je posadil tudi 7. lipo novorojenčkov. V občini Ravne na Koroškem vsako leto pripravijo ravenske dneve s številnimi prireditvami za vse generacije. Med njimi je tradicionalni otroški festival, ki Grajski park napolni smehom otrok. Na ta dan župan v park povabi tudi starše in najmlajše otroke, ki so se rodili od začetka lanskega avgusta do konca letošnjega julija. To smo začeli med ravenskimi dnevi, kajti imeli smo že 10 let prej srečanje z upokojenci, potem pa je prišlo do ideje, zakaj bi samo, se družili z starejšimi, upokojenimi ljudmi, ampak tudi z mladimi, in tako je potem se rodila ta ideja, ki zdaj že živi 7 let. Ta sprejem pravzaprav pomeni neko veselje do življenja, poklon tistim, ki so prišli na naš svet, prišli v našo skupnost, tako da s tem želimo to izraziti, da se veselimo naših najmlajših, ter hkrati zaželeti tudi vse dobro družinam, ki so dobile v zadnjem letu otroka. Tokrat je bilo na sprejem povabljenih 80 novorojenih deklic in dečkov. To je malo premala številka. Na Ravnah smo neko dolgoletno povprečje imeli okoli 100 otrok, tako da so bili potem vsa vrtci in šole posledično polni. 80 je nekoliko nižja cifra, ni katastrofalno nizka, ampak vendarle to seveda odločajo starši. Mi lahko le spodbujamo in ustvarjamo lepo okolje za mlade družine. In na kakšen način spodbujajo višjo rodnost? To je razno otroško varstvo, ki ga organiziramo, potem je to skrb za predšolsko vzgojo, potem je enkratna denarna pomoč ob rojstvu otroka, potem so take geste, kot so občina prijazna, dojenju prijazna in podobni programi. Današnji pravzaprav otroški festival, sprejem novorojenčkov, skratka neke aktivnosti, ki nam jih tudi starši predlagajo, da bi bile njim prirejene na kožo. Posebnost Ravn na Koroškem pa je tudi park novorojencev. Župan in podžupana sta v njem posadila že 7. lipo. Tako je, vsako leto posadimo lipo, torej že 7. letos, ki raste potem simbolično z otrocmi, ki rastejo. Na tej lipi so imena dečkov in deklic, tako da lahko, ko obiskujejo naš mestni park, poiščejo svoje ime in vidijo, kako je drevo že višje, oziroma že v štartu je bilo višje od njih, kako je drevo vsako leto večje, višje, ko so tudi sami svoje starejši. Sicer pa je bilo v Grajskem parku v soboto zelo živahno vse popoldne. Ja, vzporedno z sprejem novorojenčkov pa je otroški festival, ki je že del tradicije ravenskih dnevov, začel se je že v 2, kjer je okoli 15 ponudnikov predstavlja svoje programe, zabavne, informativne, slikovite za otroke, ne samo novorojenčke, ampak za vse otroke, ki se še želijo tega udeležiti in tudi morda za tiste, ki se še počutijo otroke. Zagotovo v prijetnem zavetju Grajskega parka niso uživali samo otroci, ampak tudi starejši, ki pa so imeli sicer v vseh ravenskih dnevih veliko priložnosti za druženje in zabavo. Eden najpomembnejših aktualnih projektov mestne občine Celje je Center urbanega dogajanja. Temeljito obnovo projekta, ki bo postal dom ustvarjalnih skupnosti, si lahko ogledajo tudi bodoči uporabniki in širša javnost. Center urbanega dogajanja vključuje temeljito prenovo stavbe nekdanjega Kajuhovega doma v središču Celja, v kateri bo zaživel dom ustvarjalnih skupnosti. Projekt ima od samega začetka skupnostni pristop, zato pripravljajo tudi oglede gradbišča za javnost, skupaj s predstavniki mestne občine Celje, projektanta in izvajalca. Kot so povedali, z bodočimi uporabniki prostorov, odločevalcev, sosedi in drugo javnostjo sodelujejo v vseh fazah projekta. Od same zasnove, projektne naloge, projektiranja, do izvedbe nekako poskušamo biti tudi v stiku s tistimi, ki jim bo ta projekt največ pomenil. V teh mesecih se gradnja zaključuje, zato je gradbišče tudi zelo zanimivo za ogled. Zato smo se s projektno skupino in izvajalcem ter projektanti odločili, da bomo vsak ponedeljek organizirali oglede, vodene oglede, kjer lahko spoznamo, kako je ta prenova zasnovana, nastajala in kaj bo ponujala. Na tak način želimo projekt že vnaprej približati bodočim uporabnikom
uporabnikom, odpreti nekatere razmišljanja, morda tudi sanje o tem, kako bo hiša, ko bo enkrat gotova, zaživela. Gre za objekt zgodovinskega pomena. Dom ustvarjalnih skupnosti nastaja v nekdanjem Slomškovem, kasneje Kajuhovem dijaškem domu, na koncu je bila to stavba srednje ekonomske šole. Osnovni namen te prenove pa je bil odgovor na dolgoletno vprašanje, kje se lahko celjski ustvarjalci, ljubiteljska društva, profesionalci, tudi tisti, ki na umetnost ali pa kulturo gledajo bolj podjetno, srečujejo, izmenjujejo svoje ideje in nekako gradijo svoje zgodbe. Že v preteklem mandatu so te debate nekako potekale v smeri prenove te hiše. V tem pa smo poiskali primerna evropska sredstva, zastavili projekt, ki dejansko odgovarja na vse te potrebe. Prenova objekta je temeljita, nekatere zgodovinske dele pa bodo ohranili. Ta faza prenove vključuje dejansko celovito sanacijo stavbe, vključno z vsemi dediščinskimi standardi, statično sanacijo, energetsko obnovo in pa vzpostavitev uporabnih prostorov, površin na okoli 2500 kvadratnih metrih, ki bodo namenjeni prostorom za vaje, srečanja, dogodke, tudi osrednji prostor bo imel tudi gostinsko ponudbo. V drugi fazi pa zgornji etaži, ki jo prenavljamo v sklopu projekta Magnet, prineseta še nekatere dodatne uporabne površine, prostor za povezovanje tudi z gospodarstvom in pa rezidenčne prostore, ki bodo dejansko v namembnosti celotne stavbe služili mestu in regiji v prihodnjih desetletjih. In kdaj bo prenova končana? Pogodbeni rok je konec tega leta, tako da računamo, da bo izvajalec v tem času tudi zaključil vsa dela in da bomo stavbo odprli. Vodeni ogledi gradbišča so vsak ponedeljek ob 17. uri in sicer do konca septembra. Za ogled pa se je potrebno predhodno prijaviti. Zaradi zagotavljanja varnosti je število udeležencev enega ogleda omejeno. Konec avgusta ena izmed najbolj znanih celjskih ravnateljic, Marjana Kolenko, zaključuje svoje ravnateljevanje na osnovni šoli Lava. Za njo pa bo ostalo veliko več kot 2 desetletji vodenja. Ob koncu svojega ravnateljskega mandata je Marjana Kolenko na osnovni šoli Lava v Celju sklicala novinarsko konferenco. Ob tej priložnosti pa je izšla tudi knjiga Razvijala in rasla je šola, rasli smo mi vsi. V knjigi so zbrani vsi projekti in prelomnice osnovne šole Lava v 21 letih, odkar je omenjeno šolo vodila Kolenkova. S knjigo se poslavljam, ker me knjige vse življenje spremljajo in sem se odločila, da po 21 letih zapišem strokovni del razvoja šole. Torej, to je naša vsebina s številnimi projekti, razvojnimi nalogami, s katerimi smo pri učencih dosegali, ko sem že rekla, 2. člen Zakona o vzgoji in izobraževanju, kjer seveda bi naj vsi težili k razvoju celovite osebnosti, ampak resnično vseh plasti osebnosti. Tudi z razvojem vrednot, vrlin, osebnostnih lastnosti, predvsem pa jih učili življenja. In tako sem se odločila, da pustim en strokovni mejnik na tej poti, morda bo komu še koristil. Koristil zaradi tega, da bo vedel, da je prvi v hiši, to je v vsaki ustanovi direktor, ravnatelj, da lahko pogleda, kako se sistematično in pa premišljeno ter kritično vnašajo spremembe, ne zaradi sprememb, ampak zato, kaj potrebuješ. In menim, da je ta odločitev res bila dobra v tistem trenutku, res je nastajala v zelo kratkem času, pa vendar mislim, da puščam za seboj en resnično v stroki pomemben dokument, ne samo za osnovno šolo Lava, ampak tudi za šolstvo kot takšno. Pri številnih projektih, ne samo šolskih, je bila ravno Kolenkova pobudnica oziroma je znala prisluhniti. Od aktivnosti na področju aktive ravnateljev osnovnih šol, pa vpetost v pomembne dogodke v Celju, kot sta Dan zdravja in pust, ko je na dogodkih aktivno sodelovalo tudi največ otrok osnovne šole Lava. To pa je, kot pravi sama, tudi njen zdaleč največji dosežek. Zame osebno se mi zdi, da je res največji dosežek, da mi je uspelo vedno znova nagovoriti toliko somišljenikov, da smo lahko skupaj dejansko peljali te dobre zgodbe.
zdaleč največji dosežek so pa naši učenci. Naši učenci, ki se resnično znajo obnašati, kjer so se oblekli v obleko tudi bontona. To ne pomeni, da nimamo težav, pa vendar mislim, da smo jih tako uspeli z vsem tem načinom dela z njimi, tudi s tem človeškim odnosom, učiti, kaj življenju šteje, kako je treba gledati ljudi v svojem okolju, kako gledaš hendikepirane ljudi, kako sprejmeš tujce, kako vidiš starejše ljudi, ki so tam nekje na obrobju neke šole, neke družbe, so pa sestavni del dejansko skupnosti kot takšne. In se mi zdi, da sem na to res najbolj ponosna, da smo praktično v vseh uspeli vsaj v koščkih torej vgraditi to, da bodo jutri dobri ljudje. O tem, kaj bo počela jutri, še ne razmišlja, a kot pravi, zagotovo bo počela. Trenutno pa se še vedno posveča temu, kar je počela zadnjih 21 let, ravnateljevanju. Jaz sem seveda ravnateljica, ki še vem, kaj je treba pripraviti za šolsko leto, kajti vedeti je treba, da bo 1.9. kljub temu mejnik. In zato tudi želim, da so učitelji dobro pripravljeni, da so vodje aktivo dobro pripravljeni in da imamo postavljene tiste programe, ki morajo ostati, ki resnično morajo ostati, ki ne smejo zginiti iz šole kar tako, in menim, da sem tu tudi seveda zadnje, kot rečemo, te trenutke pripravljena na novo šolsko leto, uspešno dodajam, s 1.9. pridem pa jaz na vrsto. Njena vizija šole je temeljila na povezovanju znanja, ustvarjalnosti in dobrega počutja učencev. In to si želi tudi za prihodnost osnovne šole Lava. Jaz želim samo resnično to, da bi vedno bilo toliko učiteljev, tistih z zagnanostjo in s predanostjo poklicu učitelja, da bi nadaljevali to pot, da bi se zavedali, da smo vsi tukaj. Jaz sem vedno poudarjala in ponovno poudarjam, vsi smo tukaj zaradi otrok. Mi nismo zato, da imamo zagotovljene službe in socialni položaj, ampak zaradi tega, da lahko damo. In še nekaj, zame je najlepša misel, nekoč sem jo nekje prebrala, niti avtorja ne vem več. Učitelj ima to srečo in tudi ravnatelj, da lahko kipari otroške duše. Jaz mislim, da več od tega ni, da mi kiparimo prihodnost. Mi se mogoče tega premalo zavedamo in zato sem si vedno prizadevala, da bi bili učitelji samozavestni, da bi znali sporočati to, kar res vejo, kje so njihova strokovna znanja, da znajo jasno sporočati, kje so nujne spremembe, kjer sistem ne sledi v temu. Zato si želim, da bi bila ta skupina vedno dovolj velika in da bi znali tudi mlade navdušiti, mlade učitelje, ki prihajajo z drugačnimi znanji, ki prihajajo tudi z drugačnim predznakom in pomeni, da je na tej skupini učiteljev tudi velika odgovornost. In seveda želim, da se otroci tukaj še vedno znova razvijajo v vsej paleti vsega čustev, znanj, občutkov in vsega, kar jim bo koristilo v življenju. Ko bo konec avgusta zaprla vrata ravnateljske pisarne, bo ostalo veliko več kot le 2 desetletji vodenja. Ostala bo filozofija, prepričanje, da šola ni stavba, ampak skupnost, da kultura ni dodatek, ampak nuja in da najboljše zgodbe niso tiste, ki se končajo, temveč tiste, ki jih nekdo drug z enako strastjo nadaljuje. Od 19. do 23. avgusta je enota reševalnih psov Slovenije gostila 28. mednarodni tabor enote reševalnih psov Slovenije. Tabor so imeli na prostoru Kinološkega društva Zgornje Savinjske doline, za usposabljanje reševalnih psov pa so pripravili več kot 20 delovišč po vsej dolini. Za iskanje pogrešanih oseb so aktivirani tudi vodniki reševalnih psov. Da je reševanje uspešno in predvsem varno za vodnika in psa, ves čas potekajo usposabljanja. Enota reševalnih psov Slovenije je tako v Zgornji Savinjski dolini skupaj z enoto Savinjska in Zgornje Savinjskim kinološkim društvom pripravila že 28. mednarodni tabor. Udeležili so se ga vodniki s psi iz 10 držav. Od srede do nedelje v bistvu je tabor, približno mednarodni tabor reševalnih psov in njihovih vodnikov. Imamo približno 135 reševalnih parov, delujejo oziroma vadijo na približno 20 deloviščih. Delovišča so od gozda do ruševin,
Odvisno pač kamor padejo, tam se dobijo. Gre pa samo za to, da pač naši psi dobivajo življenjsko potrebne izkušnje, ki jih potem v resničnih iskalnih akcijah potrebujejo. Tabor je namenjen tako že izkušenim psom kot mladim psom začetnikom. Tako je, imamo ogromno mladih psov, pa tudi izkušenih psov, zato ker, bomo rekli, usposabljanje reševalnega psa se ne zaključi nikoli. Psi se vsakič z vsakim treningom učijo novih stvari, predvsem pa spoznavajo različne situacije, nove materijale in da potem lahko suvereno delujejo na terenu, se pravi, da nimajo nobenih problemov z nobenim materialom, z nobeno situacijo in da lahko suvereno rešujejo stvari, ki jih pač morajo. Poleg pestrega nabora starosti so psi tudi različnih pasov in mešanic. Naši psi v bistvu niso, ne bomo rekli, mora biti ta pasma, ne more biti ta pasma. V bistvu naši psi je najbolj pomembno to, da imajo radi ljudi. To in pa, da ne bomo rekli, da so ne preveliki in ne premajhni. Se pravi, da se lahko suvereno gibljajo po vseh materialih oziroma situacijah in terenih. Za psa morajo biti usposabljanja, treningi in tudi reševalne akcije predvsem priložnost za aktivnost in igro, v kateri uživa. Kdo pa pokliče vodnika ter reševalnega psa na intervencijo? Mi smo vključeni normalno v proces in pa v sistem zaščite in reševanja. Proženi smo normalno iz številke 112, to verjetno vsi poznajo. Lansko leto pa recimo naša enota je bila na terenu 21krat. Tudi letos je morala ena od enot med taborom na reševanje. Tako je, ljubljanska enota SIP-1 je včeraj bila na terenu, so imeli eno iskalno akcijo, se pravi, da se jih je vse pobralo iz delovišč in so šli na teren, uspešno rešili tudi, se pravi, da je bila akcija uspešna in danes so že tukaj nazaj na deloviščih. Ob tem je potrebno poudariti, da vodniki za udeležbo na usposabljanjih in taborih, najpogosteje pa tudi na reševanjih, dajo svoj dopust. Tako je, naša služba je temelji na prostovoljni bazi in res zaenkrat je temu tako, da ko je potrebno iti na teren, je največkrat to dopust. To je naše življenjsko poslanstvo. Na tabore hodimo zaradi usposabljanja, druženja in novih izkušenj. Psi morajo delati, dobijo nove inštruktorje, drugi markerji so in s tem se zelo izpopolnjujemo, gradimo boljši svet. Tudi na usposabljanjih lahko pride do nevarnih situacij. Za varnost imamo kar poskrbljeno. Treba je čelado primerno oblečen, lahko si umazan, usran. Treba je poskrbeti za varnost. Tako da kar skrbimo za varnost in gledamo eno drugega, si pomagamo, skrbimo, da ne pride do kakšnih neprijetnih pripetljajev. In kako je bilo na letošnjem taboru? Odlično, kot zmeraj. Tabori so zelo fajn, druženje, delo, nove izkušnje in gradimo tako, da pomagamo ljudem. V okviru tabora pa so letos praznovali tudi 40-letnico Kinološkega društva Zgornje Savinjske doline. Letos naše društvo praznuje, v bistvu obeležujemo 40-letnico delovanja. Res od nekih začetkov do danes se je veliko spremenilo, tudi narava nam je že parkrat pokazala zobe, ampak glede na to, da smo prostovoljci in da pomagamo ljudem in vsem, ni bilo težko, zbrali smo se skupaj in normalno delujemo naprej in verjamem, da bomo delovali še dolgo. V Slovenj Gradcu so uspešno zaključili VTT turnir Slovenj Gradec Open M25 2026. Absolutni zmagovalec je postal Avstrijec Sebastian Sorger. Teniški turnir Slovenj Gradec Open M25 2026, mednarodni moški teniški turnir serije ITF World Tennis Tour, je med 17. in 23. avgustom potekal v tenis centru Murko v Slovenj Gradcu. Letošnji turnir je bil še posebej pomemben tudi zaradi 30.000 ameriških dolarjev vrednega denarnega sklada, s čimer je organizacija tekmovanja dobila še dodatno težo. Ker gre za enega največjih koroških dogodkov, kar se tiče športa, je kar za sabo potegne, ampak zdaj mislim, vsako leto večamo ekipo, vsako leto je več otrok, ki so vodali skozi teniško šolo, tako da je ekipa vedno večja, tako da mislim, je brez težav speljamo. Tekmovalci prihajajo iz celega sveta, mislim, da letos imamo iz 21 različnih držav, imamo zelo veliko Slovencov, mislim, da zdaj se uvrstilo 14 Slovencov v glavni žreb, skupno nastopa čez 90 tekmovalcev v okviru turnirja, toliko, kar jih pač sprejme turnir.
VTT Slovenj Gradec Open ni bil pomemben samo zaradi športnih rezultatov ter večjega zanimanja za omenjeni šport. Mednarodni turnir je v Slovenj Gradec pripeljal igralce, trenerje, spremljevalne ekipe in druge obiskovalce ter s tem mestu ponudil dodatno promocijo na mednarodni ravni. Slovenj Gradec zmeraj bolj postaja mesto športa in vsi športniki, ki so v Slovenj Gradcu, ki se pač pojavijo, prispevajo k promociji samega mesta. Tenis pa je v svetu še posebej na nek način skozi zgodovino dokazal, da je to disciplina, s katerimi se pač ukvarjajo od mladih in do, da je pa to ta možnost tukaj v Slovenj Gradcu, da tudi naši igralci, naši talenti, da lahko svoje znanje na nek način merijo z najboljšimi v svoji kategoriji. Predzadnji turnir tukaj v Slovenj Gradcu izjemne kakovosti, potek enega samega tedna je seveda na nek način tudi izziv za organizatorje in tudi za mestno občino. Dejansko, tako kot je povedal podžupan, to je izjemno pomembno za Slovenj Gradec, za mesto Slovenj Gradec, na vse zadnje na nacionalnem nivoju in res za Slovenj Gradec pa izredno pomembno to, da se dogaja že tretjič tu in seveda si želimo, da to nadgrajujejo, da to se odvija še v prihodnje, kar ne dvomimo, ker družina Murko je res taka delovna, organizatorska družina in ta center, tenis center, zelo dobro živi, zelo dobro se razvija. Turnir nastaja v organizaciji Tenis centra Murko v sodelovanju z mestno občino Slovenj Gradec, tenis klubom 96 Slovenj Gradec ter Teniško zvezo Slovenije. World Tennis Tour, to je se pravi serija turnirjev, ki jih v Sloveniji organiziramo. Letos jih je 16 in to so v bistvu profesionalni mednarodni teniški turnirji z različnimi nagradnimi skladi in to so v bistvu, kot ste rekla, kot neka odskočna deska med prehodom iz junior tekmovanja med člane. In vse več jih je v Sloveniji, lažje v bistvu naši tekmovalci tekmujejo doma, kot sem prej povedala, in absolutno je dobrodošlo, da jih je čim več. Na tem turnirju jih je recimo 18 Slovencev, na kar smo zelo ponosni in verjamemo, da je to velik doprinos za slovenski tenis. Mi intenzivno delamo pač na vseh področjih, od najmlajših pa tudi do članov in celo seniors. Organizacija se zelo dobro razvija, tako da mi se res trudimo na vseh področjih graditi po posameznih segmentih z različnimi strokovnim svetom, trenersko organizacijo, sodniško organizacijo in vsemi ostalimi strokovnjaki. Na vseh področjih poskušamo razvijati tenis. Po podatkih Tenisa Slovenije je Slovenj Gradec letos predzadnji slovenski gostitelj turnirja serije VTT pred zaključkom slovenskega dela koledarja, ki ga bo naslednji teden gostil Maribor. Takšni VTT turnirji pa predstavljajo pomembno razvojno pot od mladinskega do profesionalnega tenisa. Za teniški klub zelo pomembno je dejstvo to, da se skozi zadnja leta razvija s tem tenis, tudi tule pri nas na Koroškem in smo zelo veseli, da lahko gostimo takšen turnir na tem nivoju in verjamemo, da bomo v prihodnosti lahko naredili še korake še naprej. Poskušamo pripeljati tudi tenis ljudem, rekreativcem, da bi čim več naredili promocije v tej smeri, da se tenis razvija tudi tu pri nas na Koroškem in Sloveniji. Glavni organizator turnirja je že lani postavil trdne temelje. Letos pa so dogodek dvignili na še višjo raven, tudi z višjim nagradnim skladom. A organizatorji že gledajo naprej in se ozirajo proti turnirju, ki ga bodo pripravili prihodnje leto. Z Teniško zvezo pa z mestno občino Slovenj Gradec super sodelujemo in mislim, da tudi v okviru zaenkrat je isto planiran dogodek, da ponovimo isti rang turnirja, vkolikor se je pojavila za možnost kaj večjega sodelovanja z sponzorji, ki so se zelo lepo odzvali letos, pa mislim, da lahko tudi še kaj večjega pripeljemo na Koroško. VTT Slovenj Gradec Open 2026 je bil priložnost za športnike v boju za pomembne točke in napredovanje, za domače igralce in mlade teniške navdušence, za spremljanje vrhunskega tenisa od blizu. Slovenj Gradec pa je z organizacijo turnirja znova pokazal svoje sposobnosti pri pripravi večjih športnih dogodkov.
V soboto je na peščenih igriščih tenis centra Jezero in igriščih v Beli dvorani v Velenju potekal že 38. teniški turnir VIP Cup Velenje 2026. Poleg tradicionalnega turnirja dvojic so organizatorji za obiskovalce in udeležence pripravili tudi druga športna tekmovanja in aktivnosti. Druženje in športanje ob odlični kulinariki in spremljevalnem programu že od nekdaj odlikuje VIP Cup turnir Velenje, na katerega organizatorji povabijo tako športnike, predvsem rekreativne, kot gospodarstvenike, politike in druge znane osebnosti. Tako je bilo tudi na letošnjem že 38. VIP turnirju. Na teniških igriščih ob jezeru in v Beli dvorani so se pomerile na ključno izžrebane dvojice. Naši igralci so v odlični formi, tako da smo poskrbeli trenutno, da se malce okrepčajo z izvrstno hrano in pijačo, ki so nam jo priskrbeli naši zvesti pokrovitelji. Prav tako je v teku že tudi tekmovanje v golfu z enim udarcem najbližje zastavici. Strelsko društvo Mrož pripravlja tekmovanje v laserskem streljanju z računalniško simulacijo biatlon. Potem v popoldanskih urah je zelo zanimivo tekmovanje Street Racket Challenge in pa še tekmovanje, ki ga organizira tokrat naš novi pokrovitelj, nogometni klub Rudar, žongliranje in žogobrc. Turnir se je zaključil s podelitvijo pokalov najboljšim. Na glavnem teniškem turnirju sta zmagala Gregor Svetičič in Bojan Glavač. Tudi tokrat pa je bil na zaključni prireditvi turnirja podeljen dobrodelni prispevek. VIP donatorski prispevek, tudi tokrat je zbran oziroma se zbira za varstveno-delovni center Saša, enota Velenje. Ob zaključku pa jih je čakalo še eno presenečenje, ples v zraku domačinke Sare Tovšak. Spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, to je bilo vse v tokratni informativni oddaji VTV Magazin. Hvala za vašo družbo in pozornost.